večer, spoštovane dame in gospodje, spoštovani gostje. Tale krasen uvod v našo nocojšnjo okroglo mizo smo poslušali učenca 8. razreda osnovne šole Maksima Gorenška. Igral nam je mađarski ples številka 5 Johannesa Brahmsa. Še enkrat hvala lepa in čestitke. Današnji večer organizirata Slovenska ljudska stranka in pa skupaj z regijskim odborom v Mariboru in pa stolno župnijo v Mariboru. Naslov te našega pogovora okrogle mize bo tema evtanazija med etiko, pravom in sočutjem. Seveda je to vse skupaj v povezavi z novim zakonom, o katerem se bomo še enkrat odločali na referendumu, ki je bil sprejet v Sloveniji, in pa mogoče tudi priložnost, da malo kasneje, da še enkrat bolj podrobno in bolj temeljito razmislimo o stvareh, ki jih včasih v družbi tudi prehitro in premalo premišljeno sprejemamo. Gostje, nocoj govorniki na tej okrogli mizi bodo trije mladi zdravniki sredi najbolj ustvarjalnih let in pa dva, ki smo že bolj proti koncu ustvarjalne svoje delovne dobe. Takole, ali pa že čist na koncu, da vam najprej predstavim... Vidno smo najbližje eutanaziji. Ja, kandidata. Da vam predstavim, se pravi, docentka doktorica Tina Bregant.
Ona je zdravnica, političarka in predavateljica, je specialistka pediatrije ter fizikalne rehabilitacijske medicine, avtorica knjige Temeljljivo potovanje po razvijajočih se možganih, zanimive kombinacije znanstvene monografije z področja nevroznanosti in praktičnega priročnika o vzgoju otrok, ki celostno obravnava razvoj otroka od spočetja do pubertete. Poleg svojega zdravniškega dela se je in se še ukvarja seveda tudi s politiko, je mestna svetnica občine Ljubljana v klubu samostojnih svetnikov. Letos je bila na kongresu Slovenske ljudske stranke izvoljena tudi za predsednico, tako da že od aprila vodi Slovenske ljudske stranke. Bogate izkušnje na tem strokovnem in političnem področju pa se je pridobivala tudi kot državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje in pa kot vodja kabineta ministra v prejšnji vladi. Potem je tam z moje desne strani docent dr. Gregor Prosen. On je zdravnik, specialist urgentne medicine in je trenutno predstojnik urgentnega centra Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru. Na medicinski fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 2005, doktoriral iz biomedicinske tehnologije na Univerzi v Mariboru ter pridobil tudi evropsko diplomo iz urgentne medicine. Ima bogate klinične, pedagoške in vodstvene izkušnje, je mentor, specializant, predavatelj na mednarodnih kongresih ter inštruktor naprednih življenj. Kot član številnih strokovnih teles v Sloveniji in tujini aktivno sooblikuje tudi razvoj urgentne medicine. Bil je prvi predsednik zdruštva Vimfocus v Sloveniji, vodil je tudi organizacij svetovnih kongresov Vimfocus. Trenutno je tudi predsednik sekcije za urgentno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu. V zadnjem času se zaradi svoje funkcije predstojnika urgentnega centra Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru vse bolj posveča skrbi za krhke, sobolevne in paliativne bolnike ter sistemsko reševanje paliativne oskrbe. Predvsem pa si prizadeva za sistemsko vpeljavo koncepta načrta nadaljnje obravnave. Tukaj na moji desni je dr. Ivan Štohec, slovenski rimsko-katoliški duhovnik, moralni teolog in pisatelj. Dr. Ivan Štohec je bil rojen v Celju, po osnovni šoli pri Mali Nedelji in v Ljutomeru, je maturiral na gimnaziji Frana Miklošiča v Ljutomeru, teologijo je študiral v Ljubljani in Mariboru ter bil leta 1981 posvečen v duhovnika Mariborske škofije. Leta 1988 je doktoriral na Papeški univerzi Gregorijani v Rimu z področja moralne teologije. Kot izredni profesor je predaval osnovno moralno teologijo in družbeni nauk cerkve na Teološki fakulteti v Ljubljani in enoti v Mariboru do upokojitve leta 2019. Od leta 1997 do 2018 je bil strokovni direktor zavoda Antona Martina Slomška, zdaj je rektor tamkajšnjega vikarijata. In pa še Andrej Bergauer, zdravnik, doktor medicine, specialist splošne in žilne kirurgije. Deluje na področju diagnostika in zdravljenja arterijskih in venskih bolezni ter aktivno sodeluje pri ozaveščanju o pomenu preventive. Pogosto predava za širšo javnost in sodeluje z društvi za zdravje srca in ožilja, kjer poudarja pomen zgodnega prepoznavanja žilnih bolezni, zdravega sloga in načina življenja. Je tudi avtor številnih strokovnih prispevkov z področja žilne kirurgije. Pozdravljen. Pa da se še jaz predstavim, ker so me tudi nekako iz moji nekdanji kolegi iz
regijskega odbora Slovenske ljudske stranke potegnili iz naftalina in me prosili, da bi, oziroma me vprašali, če bi bil pripravljen tole voditi. Moje ime je Srečko Trglec, sem diplomiran novinar, začel sem delati pred mnogimi leti na Radiu Maribor, pokrival področje gospodarstva najprej in pa tega regionalnih dogodkov. Kasneje sem bil 14 let odgovorni urednik Radia Maribor, potem sem pomagal in ustanovil Radio Slovenija Internacional in bil tudi odgovorni urednik tega prvega slovenskega radijskega programa v tujih jezikih. Tisti mali bolj starejši se boste še mogoče spomnili začetkov MN2 se je takrat imenoval, je kar nekaj viharja povzročil v Mariboru. No, ob koncu sem potem bil še vodja regionalnega RTV centra v Mariboru in že 15 let tudi delujem kot namestnik predsednika skupine Euronet Plus, ki se ukvarja z evropskimi medijskimi projekti. Tako da neposredno v tem novinarskem delu in vodenju nisem bil tako, da mogoče tudi ne bo nekaj tako dinamično, pa mogoče ostra debata nocoj, kot ste jo navajeni iz nekaterih medijev v novem času, ampak upam, da sem tak umirjen in sproščen način tudi lepo pogovorili o problematiki, ki jo nameravamo obravnavati. Zdajle pa bi se jaz za uvod prosil predsednico Slovenske ljudske stranke, dr. Tina Vregan, da nam nekaj pove svoje mnenje, svoje izkušnje o tej problematiki, o kateri se danes pogovarjamo in pa svoje videnje. Seveda povezano tudi z tem, kar prinaša ta zakon, o katerem se bomo odločali. Ja, najlepša hvala. Sem zelo vesela, da sem lahko danes tukaj z vami in da je dvorana tako polna. Ta zakon, o katerem se bomo danes pogovarjali, je bil sprejet, potrjen v parlamentu konec julija letos. Takrat, ko je bila večina ljudi na dopustih. Ta sedanja vlada je namreč dobila takšno večino, da lahko skozi zakonodajne postopke spravi praktično vse, kar želi. In med drugim je tukaj tudi ta zakon o končanju življenja, pravijo o prostovoljnem končanju življenja. In verjamem, da prav nihče si ni mislil, da bomo od razprav o evtanaziji prišli do takšnega zakona. Takšen zakon, mislim, da vsi, ki ste ga vsaj začeli brati, če ga pa še niste, vam pa toplo priporočam, ker te osupne v svoji brutalnosti in perverznosti. To so kar težke besede. In navadni ljudje nismo navajeni, da bi morali brati zakone, ker zaupamo, da imamo vlado, ki bo vsaj približno naredila tisto, kar bo za nas dobro. Vsaj približno, sploh ko gre za naše zdravje. Če še niste prebrali, mogoče vas bom malo pozvala, kdo od vas ga je bral. To se pravi, ocenjujem približno tretjina. Če ga še niste prebrali, dajte ga prebrati, ker je prosto dostopen, je bil namreč že sprejet. In ne bo vam vzelo veliko časa, zakon nima veliko členov, ampak vendar tisti najpomembnejši členi, zaradi katerih je treba ta zakon zavrniti, to je zakon, ki uzakonja laž. Uzakonja laž kot vzrok smrti. Laž uzakonja zato, da bodo sorodniki lahko prišli do zavarovalnine. Zavarovali se boste lahko za primer smrti praktično dan, preden boste šli pred komisijo, kar pomeni, da boste lahko ne samo svoje sorodnike
olajšali za to, da bodo skrbeli za vas, ampak bodo celo finančno nagrajeni. Tretja stvar, o vas bo odločala komisija, ki bo politično imenovana. V komisiji bo 5 ljudi, ki so za vaš umor. To se pravi, ko se boste znašli pred komisijo, ne boste imeli več možnosti, da bi svojo odločitev spremenili. Giljotina bo padla. Četrta stvar, tudi povedali so, s tem boste vi za svojo smrtjo reševali javno zdravstveno blagajno in problem dolgotrajne oskrbe. Je to res pravi vzrok za to, da boste predčasno umrli? Ker je postopek take smrti predčasen. Morate vedeti, da naše telo, ko počasi odpoveduje, sama več kot 25 let delam z otroki, z mladostniki, vrsto let sem delala tudi v intenzivi za najbolj bolnimi, tudi v doktoratu sem jih spremljala več kot 20 let, ampak vem, da tudi ko si čisto na koncu, mi še zmeraj radi živimo in tudi ko se bližajo tiste zadnje ure, se naše telo potem bori, sploh če je predčasno. In zdaj boste predčasno zapustili ta svet na način, ki ga ne dovolimo niti več najhujšim zločincem. Smrtno kazen smo ukinili in zdaj bomo z smrtno kaznijo kaznovali svoje najbližje. Smrt ne bo nastopila takoj, ker vemo, da pri 1/3 to lahko traja kar nekaj časa. Nekateri posamezniki, tudi v teh državah, kjer je ta zakon, kjer je bil podoben zakon, tako slabega zakona, kot ga imamo mi, ga nima nobena država na svetu. Nobena. Nekateri posamezniki, ki umrejo na tak način, umirajo več dni. In ker se ti, ki so ta zakon predpisali, tega zavedajo, so zato predpisali, da morajo biti zraven zdravnik in medicinska sestra in dokončati ta postopek. Med postopkom umiranja lahko pride do epileptičnih napadov, do epileptičnih krčev, do tega seveda, da se boste pomočili, pokakali in seveda tudi še, da lahko, ko se boste dušili, da to ne bo tako neboleče, ampak bo treba dokončati morda še na kakšen drug način. To ni zakon usmiljenja, to ni zakon, ki preprečuje trpljenje, to je zakon o smrti, o usmrtitvi ljudi, ki so najbolj ranljivi, ki jih boli, ki trpijo in ki si ne zaslužijo smrti, ampak si zaslužijo bližino, empatijo in sočutje. In zato pravim, da je to zakon, ki je absolutno sprevržen in če ga ne bomo zavrnili, bo pričel veljati v začetku leta 2026. Zdravniki in medicinske sestre se bomo spremenili v vaše rablje, morali, v zakonu večkrat piše, da moramo. In tudi, če bomo uveljavljali ugovor vesti, bomo prisiljeni najti kolega, ki bo to naredil namesto nas. Morilsko orožje nam ljudje, ki pravijo, da gre za absolutno avtonomijo trpečih, nam v roke dajejo morilsko orožje, da bomo njihove sorodnike mi umorili namesto njih. Ne hvala. Ne hvala takšnemu zakonu in ne hvala tudi ljudem, ki so se tega spomnili, torej sedanji vladi. Zato bom jaz glasovala proti. Sama delam več kot 25 let že z otroki in mladostniki z posebnimi potrebami
Ko jih vidite, bi morda kdo rekel, te pa res trpijo, to so otroci za cerebralno paralizo, za tetraparezo, to so otroci za živčno-mišičnimi obolenji, ki težko dihajo, ki imajo dihalne aparate, ampak veste, ne trpijo ves čas. In pridite kdaj k nam pogledat, kako izgleda dan v našem zavodu, v naši šoli, pridite pogledat naše zaključne proslave, pridite pogledat, kadar smo veseli, ko se veselimo, ko plešejo na vozičkih, ko plešemo skupaj z njimi, ko igrajo inštrumente. Oni radi živijo in hočejo živeti do zadnjega dne življenja. Ne, ne želijo umreti, ne želijo umreti, niti predčasno, niti kako drugače, ko se jim bo iztekel čas do takrat, pa želijo živeti in ko pride do tega, da jih kaj boli, ker pridejo pa tudi vmes trenutki, ko je pa zelo težko, takrat pa jaz vem, kaj pomaga. Medicina je izjemno napredovala, imamo mnogo zdravil, ampak pomaga človeška bližina, pomaga empatija, pomaga sočutje, pomaga nega in pomaga paliativna oskrba. In če bi mi danes razpravljali raje o zakonu o paliativni oskrbi, bi bila jaz mnogo srečnejša in to bi bila prava razprava in to bi bilo državotvorno in to bi bilo ljubeče in empatično do bolnikov. Tako pa smo tukaj, kjer smo in jaz upam, da bomo na tej okrogli mizi lahko vam jasno predstavili, kakšno je naše mnenje, da se boste lažje odločili, kako boste glasovali. Hvala. Hvala lepa, gospod Tina Regen. Doktor Gregor Prosen, vi se pravzaprav vsak dan srečujete pri svojem delu s takšnimi situacijami, ko je življenje ogroženo. Kako vi vidite to mejo med podaljševanjem življenja in podaljševanjem trpljenja? Ali bi ta uzakonitev možnosti prostovoljnega končanja življenja vplivala tudi na delo urgentne medicine, na razmišljanje ljudi, ki tam delate? Ja, hvala za povabilo. Govoril bom v svojem imenu in govoril bom iz tega, kar vidim. Pred 20 leti sem šel v to specializacijo urgentne medicine, misleč, da bomo kot Rambo izkakali iz helikopterja, rešilca, herojsko reševali življenja. Ampak zdaj 20 let kasneje pa vidim, da v resnici velika večina mojega dela ni tako zelo herojskega, se mi pa zdi, da je mogoče še bolj ali pa vse enako pomembna, ker verjemite mi, trenutno, danes, v tem trenutku, v našem urgentnem centru, v našem UKC-ju, trpi desetine, stotine pacientov v državi, imamo desetine tisočev krhkih bolnikov, za katere je res najprimerneje, da jim pristopimo z maksimalno mero sočutja, razumevanja, z vidikom dostojanstva in da jim pristopimo po teh principih paliativne oskrbe. In to je moj najpomembnejši protiargument proti temu zakonu, da enostavno rep podaja pred glavo, načenja sicer legitimno skrb o trpljenju, ki je res zelo pervazivno in kar še najbolj boli, ne bi rabilo biti, ampak ponujena rešitev pa je pač, ja, včasih se zdi, v enih členih se zdi posmehovalna, ja, tudi perverzna. Skratka, povedal bom drugače, ne moremo se pogovarjati o kakršnem koli zakonu te oblike, dokler nismo zrihtali za najširšo množico paliativne in dolgotrajne oskrbe. Ne bom trdil, da niso specifični primeri, kjer se lahko pogovarjamo o etičnih, metafizičnih dilemah in prav gotovo jaz nisem za to poklican, da bi odločal o tem, kdo si lahko ali ne sme vzeti življenje, a je to prav ali ne. Jaz delam z zelo grobim
surovo mero trpljenja vsak dan, tako da mi ta metafizika ni potrebna. Kot rečeno, dopuščam to možnost, ampak ta zakon ne načenja stvarnega trpljenja, ki je tukaj pri nas, ga ne načenja in tudi, če bo sprejet, ne bo rešil skoraj da nič, samo povzročil bo en kup nekih problemov, moralnih in tako naprej. Tako da, ali bo to vplivalo direktno na delo v urgentni medicini, to je zdaj moj odgovor v prejšnjem stavku. Glejte, starejši, krhki, dementni, itak ne kvalificirajo ta zakon, ne. Torej, mi se pogovarjamo o neki potencialni rešitvi in o zakonu, in to je moja največja zamera, ne, zakonu, ki bo kaj rešil, nič ne bo rešil. Problemi bodo pa ostali. In stotine, tisoče pacientov bo ostalo in še naprej ne bomo imeli tega, kar je predsednica rekla in se zelo strinjam z njo, ne bomo imeli vzpostavljene mreže koncepta, ki naj lajša to trpljenje. To je moj poglavitni pomislek. Drug pomislek pa je, ok, perverzno, jaz bi rekel, zakon je čisto preprosto šlampast, ker zdravniku pač ne more nič naložiti in za velikim veseljem, veste, jaz sem urgentni zdravnik, ki sredi noči te stvari delam, teda si lahko marsikaj privoščim in marsikaj si tudi vzamem pravico najprej do razmišljanja s svojo glavo. In pač meni ne bo nihče tega zapovedoval, še posebej me spravlja v take nemogoče in kontradiktorne dikcije, ko v enem členu govori, kako moram se prepričati, da je bilo vse izčrpano, po drugi strani pa obrniti ploščo za 180 stopinj, to pač ne gre skozi. Rad bi videl direktorja tega zavoda, ki bo zdaj našel tega drugega. Mislim, dragi moji, minjamo urnika za december, a me razumete? A veste, ne se zajebavati. To bi jaz rekel tem delati, ne? Mi imamo neskončno večje praktične probleme. Zdaj, jaz res ne privoščim temu direktorju, ki bo iskal tega, ne, v katerem členu pač piše, mislim, res, to ne gre. In na koncu bom igral hudičevega advokata, ne moreš priti k zdravnikom in v zadnjem členu pustiti, da se nekaj naredi, a veste, zdaj moram jaz vedeti, s kakimi orodji, ne. In tudi tu en kup nekih kontradikcij, ker če je pacient tako krhek, nemočen, ne more pol pisati, da si bo to sam zaužil, ker mi vsi medikusi vemo, da to ni tako preprosto. Skratka, bom ostal zelo politično korekten, pa se ustavil pri besedi šlampasto. Šlampasto. Imamo potrebo v družbi, da se pogovarjamo o zares pomembnih, pa zelo praktičnih dejanskih stvareh. In to je, kar pozivam družbo v najširšem smislu, začenši z vami danes tukaj, zahtevati moramo, družba mora zahtevati od sistema, zdravniki moramo biti voljni in vsi zdravstveni delavci, da se najdemo, kako bomo lajšali trpljenje in kako bomo z medicinsko doktrino izboljševali kvaliteto. To mora biti naš skupni fokus, ko bo pa vse to dozorelo, pa mogoče kdaj se lahko pogovarjamo o izrednih dilemah. Do takrat pa je absolutni proti. Hvala. Hvala lepa. Gospod Andrej Bergauer, vi se kot zdravnik verjetno večkrat srečujete s pacienti, ki imajo tudi težke probleme, slabo diagnozo. Kako pogosto
bolniki recimo sprašujejo ste o tem, o smiselnosti nadaljnega zdravja, o podaljševanju življenja. Kako vi osebno dojemate to, kar poseg v življenje, kar omogoča ta zakon, pa mogoče primerjave glede na to, da imate izkušnje tudi iz drugih držav, vse ponekod takšni podobni zakoni so v veljavi. V čem je razlika? Zdaj, jaz bom odgovor probal malo v kontekst postaviti. Jaz sem zdaj 4. leto teče, ko sem zaposlen v Republiki Avstriji, za LKH Südweststeiermark sem Ausbildungsoberarzt, zadolžen za izobraževanje, pa vodja ambulante za kronične rane, venska obolenja, delujem pa tudi kot splošni kirurg, se pravi, imam stika z pacienti v terminalni fazi bolezni, rakave bolezni, zlasti debelega črevesa in danke, s tem, ko se tam ukvarjamo. Tako da postavim celo zgodbo majčkeno v kontekst. V Avstriji od januarja 2022 velja zakon o, da rečem, prostovoljnem končanju življenja, tam je to malenkost drugače postavljeno. Kje je moj problem z obstoječim zakonom, kakor je v Sloveniji napisan, je taka hladna instrumentalizacija smrti. Jaz nisem filozof, niti se ne štejem za posebej filozofsko navdahnjenega človeka, ampak zmotilo me je, da me je nekaj v tem zakonu strašno zmodilo, s tako ostrino jekleno, v primerjavi z ureditvijo, ki je v Avstriji. Zdaj, še enkrat, to ni zdaj, da bi rekel, da je avstrijska ureditev dobra, ampak je pa definitivno bolj človeška. Naš zakon v svojem bistvu predvideva, dosti je stvari noter, ki piše morati, mora nekdo. Slovenski zakon zdravnika, medikusa, ki je zavezan zdravju in življenju, postavi v modus operandi tega, da mora sprovesti postopek prostovoljnega končanja življenja in pri tem pomagati. Avstrijski zakon in avstrijska ureditev pa temelji na civilno-pravni ureditvi pogovora odraslih oseb. Vloga zdravnika je svetovalna. V slovenski zakonodaji mora biti prisoten zdravnik in medicinska sestra tam, v avstrijski zakonodaji je pa lahko, ni nedovoljeno. Po drugi strani, avstrijska zbornica je naredila Stellungnahme že kar relativno zgodaj, 2023, smo takrat bili tudi udeleženi v diskurzu, kjer je avstrijska zbornica, pa štajerska zbornica zdravniška posebej, rekla, da sicer ni kaznivo, ni prepovedano, ampak svetuje, da ne, zaradi etičnih dilem v zvezi s tem. Ključen dodaten moment, ki pa se rekel, vpenja v kaznovalno politiko, je pa tak, da v Avstriji so zelo praktični, glede nekih zadev, so zelo jasno začrtali črto, kar je dovoljeno in kar več ni. Naprimer, tipično vnos zdravila, zdravnik tudi, če je prisoten, ne sme nastaviti intravenskega kanala. Tam je vnos zdravila predpisan, natrijev pentobarbital v peroralni obliki. Zdaj pa, da skrajšam celo zgodbo teh primerjav. V Avstriji postopek predvsem poteka v smislu pogovora dveh avtonomnih odraslih oseb in potem še z drugo odraslo osebo, ki ima dodatno znanje iz paliativne oskrbe in samega zakona, se pravi Sterbeverfügungsgesetza, in ta pogovor mora biti razmik 12 tednov, razen v izjemnih primerih je lahko 2 tednov. In v bistvu odločitev je, da se prvi in drugi zdravnik strinjata, da sta se z bolnikom pogovorila, da je zadeva utemeljena, da je logična, da na nek način lahko kot odrasli ljudje pridejo do istega zaključka in potem pač podata svoje mnenje, pacient sam uredi, da dobi pri notarju oziroma pri odvetniku Sterbeverfügungsfreigabe, dobi en taki zapis in s tem lahko pacient sam dvigne te tablete. Ne zdravnik jih ne prinese ali pa medicinska sestra. In on je sam modus operandi tega svojega zavestnega predčasnega konca življenja in v tem je ta avtonomija. Medtem ko pa pri nas pa so tako, morati, zdravnik mora začeti postopek, mora poročati komisiji. Komisija odloči o tebi v Ljubljani in recept izda član komisije, ki te ni nikoli videl. In zdaj s tem receptom mora tisti zdravnik iti po to zdravilo in ti ga prinesti in za svojo sestro tam ostati do tvoje smrti. Zdaj,
jaz bom pustimo moje intimno prepričanje, kaj si mislimo o samomoru ali pa asistiranem samomoru, karkoli, to je stvar intime, to je stvar osebne odločitve, ne, ampak če se postavim stališča, da bi recimo jaz se odločil, da je zdaj pa konc, da nočem več, ne, a bi jaz hotel po službeni dolžnosti nekoga tam med, ki pač iz tega ali onega razloga, takega ali drugačnega pritiska, ni uveljavljal ugovora vesti in bo zdaj tam pri mojem koncu prisoten po službeni dolžnosti. Jaz osebno se čutim spričo tega skoraj da pa malo užaljenega, ne, da mi država odvzame še možnost samomora v končni fazi, ne. Tako da jaz nimam nobene težave s tem v končni fazi, da se tak zakon spreme, samo dajte ga narediti človeškega, ne. To je človeška odločitev, ta odločitev mora ohraniti ta element svobodne volje. Ljudje imamo tendenco postopkom srediti. Če nas vržeš v nek postopek, ki je instrumentaliziran, ki ima jasne kavtele, ki teče po nekih tirnicah, ljudje imamo praviloma tendenco slediti, tudi če sami več nismo tako strašno prepričani, da je to, kar hočemo. In to me straši pri tem zakonu, ko se bo nekdo v njega ujel, v to kolesje, zdaj pa da karikiram, pol bo pa prišel tisti voljni zdravnik, ki ni dal umakno soglasja, ne, se pravi, da bi uveljavljal ugovor vesti, ne. Jaz v Avstriji, če nočem pri eutanaziji oziroma pri asistiranem predčasnem koncu življenja, ker to ni eutanazija, sodelovati, ne rabim nobenega ugovora vesti uveljavljati, samo rečem, oprostite, ne. Ker je to moja odločitev, človeška, ker to ni uzakonjeno, da jaz moram, ne. V Sloveniji pa moraš kot zdravnik uveljavljati ugovor vesti, formalno. In to te izključuje iz možnosti, da bi bil član te vehementne ljubljanske komisije, ne. Zdaj pa, brez zamere, ljudje, ne vem, jaz sem se statistike dolgo učil, pa slabo naučil verjetno, ampak meni se zdi taka komisija že per definicionem biased, ne. Je v eno smer usmerjena, če ti ne moreš biti član, če si če si v bistvu proti, ne, če je tvoje intimno prepričanje, da to ni v redu. Se pravi, taka komisija že ima inherentni bias, tako podobno kot članki v literaturi, ne, iz razvitih držav. To me moti. Druga taka pomembna stvar, ne, če rečemo, te instrumentalizacije smrti, pa je strašno težko si boš ti pol premislil, če bo zdaj ta cela procedura stekla skozi, 48 prej bo prišla delegacija z zdravilom, z torbico, z sestro in zdravnikom. Ne vem, jaz čutim nek oseben pritisk spričo tega, ne. Meni se zdi dosti bolj človeška rešitev, ja, verjamem, vsak zakon ima loophole. Jaz verjamem, jaz po drugi strani celo verjamem, da je zakonodajalec dobro hotel, ne, sam mogoče ni čist premislil vsega, ne. Jaz ne verjamem, jaz še vedno probam razmišljati, da vsak, ko se nečesa takega loto, v osnovi hotel dobro, ne. Samo mogoče ni razmišljal o vseh implikacijah tega, kaj to za seboj potegne. Kar se mojega osebne izkušnje tiče z ljudmi v terminalni fazi bolezni, moram tako povedati, v tem času vem za 4 primere, ki so uveljavljali, da so pač ta Sterbeverfügungs dobili, Freigabe dobili, ne, 4 so zdravila prevzeli, tako da pa vem, ali pa da vsaj anekdotično vem, sta se pa samo 2 postopka končala, ker ta Sterbeverfügung drži 1 leto, ne, po 1 letu zapade, pol ne moreš več iti v apoteko s tem, ker tudi ne moreš v katerikoli lekarni tega dvigniti, ampak so določene lekarne in tam tudi farmacevt lahko po diskrecijski pravici zavrne izdajo zdravil, če ima občutek, da nekaj ne štima, ne. Ti še enkrat svetujete, še enkrat pogovor človeka s človekom, ne pa človeka z institucijo, preko uradnega lista, odločbe in upravnega spora. Jaz osebno se spomnim našega profesora medicinske etike in deontologije, ko nam je na srce položil, veste, zapomnite si eno stvar, pravo ureja približno 10 do 15% stvari v družbi, vse ostalo je pa deontologija. Malo pacientov, ko so paliativno dobro oskrbljeni, čuti potrebo po tem.
In to je taki lex specialis, ne, ko nagovarja res zelo specialno populacijo. Druga stvar, ko bi jo tu hotel reči, je pa malo karikirano, ker sem pač raziskovalec za Evropsko vesoljsko agencijo, dosti se ukvarjamo z matematičnim modeliranjem, ne, če verjamete ali pa ne. In tale zakon je ena taka trivialna rešitev enačbe, ne. In mi se odločamo z predčasnim sprejemanjem, ne, naša enačba je velika, je kompleksna, ima veliko rešitev, ne. Ampak vsaka kompleksna enačba ima eno trivialno rešitev, praviloma 0, ne. Mi se zdaj odločamo za trivialno rešitev, ker je najlažja, ker je najhitrejša, ker jo je, če je instrumentalizirana, tudi najlažje za državo speljati. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdajle smo slišali tale mnenja strokovna in delno tudi političnega, ker je predsednica tudi stranke povedala. Zdajle pa bi še prosil vas, dr. Ivan Štuhec, kot moralni teolog se seveda ukvarjate veliko s vprašanji človeškega dostojanstva, svobode, odgovornosti. Kako danes katoliška cerkev gleda na ta vprašanja evtanazije, posebej v luči tega človekovega sočutja do trpečega, in ali je po vašem mnenju sploh možno v eni demokratični družbi uveljaviti takšen zakon? Ja, hvala lepa za vabilo na to omizje in tudi za to vprašanje. Zdaj, kaj ste rekel, kako katoliška cerkev gleda, zelo enostavno in zelo preprosto. Za nas tu sploh ni merodajen takšen ali drugačen zakon. Mi kot katoličani in kot kristjani pač ne bomo delali splava in ne tudi samega sebe spravljali na oni svet. To je zelo jasno in tu okrog tega pa lahko zdaj začnem jaz teološko to utemeljevati, pa te nima pomena to danes večer delati, ampak moje izhodišče bo drugo. In sicer moje izhodišče je, da živimo v sekularni družbi, v demokratični, pluralni družbi, in v družbi, kjer je avtonomija, to, kar je že predhodnik večkrat uporabil to besedo, kjer je avtonomija človeka postala, ali z drugo besedo njegova svoboda, je postala tako absolutna vrednota, da se vse vrti okrog človekove svobode. Zdaj, tisto, kar morda pač ne pričakujte zdaj od mene, ne, je preprosto dejstvo, da tu sploh ne gre za krščanske vrednote. Tu gre za obče človeške vrednote. Zakaj? Iz zelo preprostega razloga, ker Hipokratova zaprisega ni nastala po Kristusu, ampak pred Kristusom, 500 let pred Kristusom. Napisal jo je Grk, ki je verjel v več bogov, ne v enega boga. In sodobna zaprisega, ki so jo tukaj navzoči zdravniki vsi morali narediti, ko so diplomirali ali pa neki drugi priložnosti, ne vem, kdaj točno vi to delate, ne. Sodobna zaprisega v večino elementih ustreza seveda z neko novo terminologijo Hipokratovi zaprisegi. Jaz sem za pripravo nocojšnjega večera uporabil umetno inteligenco, pa sem mi rekel, daj mi ven Hipokratovo zaprisego, daj mi ven sodobno zaprisego in pol me je vprašala sama, zanimivo, a ti naredim vzporednico, kateri elementi so pri Hipokratovi in pri sodobni podobni in kateri so morda različni. Vam svetujem, to naredite, boste hitro dobili kup dobrih odgovorov. Zato, ker nima smisla, da vam jaz vse to razlagam, ker imate za to umetno inteligenco pa nešto hečeve. Tako da tu je stvar, ki je zelo jasna in zelo, bom tudi rekel, preprosta. Ena od stvari, kjer obe definiciji sta bolj ali manj identični, je pri Hipokratu rečeno, v korist bolnika bom predpisoval, kar menim, da mu bo pomagalo. Sodobna zdravje in dobrobit pacienta bosta moja najvišja skrb. Pa ne bom zdaj drugih paralel uporabljal, ampak hočem samo pokazati na to, da zakon, ne samo ta naš o svobodnem končanju življenja, ampak tudi vsi drugi zakoni, kjerkoli po svetu, so napadli zdravniško etiko in to v njeni korenini, v njenem jedru. Zdravnik
ki je enkrat zaprisegel, da bo pač zdravo človeka, prelomi svojo zaprisego takrat, ko ga ne zdravi več, ampak ga pošilja na drugi svet, tako ali drugače. In to je njihov, bom rekel, ontološki problem, filozofski problem, nazorski problem, s katerim se oni morajo v svoji vesti soočiti takrat, ko pač naredijo nekaj, kar ni v skladu s tem, zaradi česa so postali zdravniki. In jaz mislim, da ta zakon je seveda v tem smislu napad, najhujši napad na zdravniško integriteto in zato ni čudno, da se velika večina zdravnikov upira iz takih ali drugačnih razlogov, da bi ta zakon bil sprejet. In tu smo pri tistem ključnem družbenem problemu, da politika zdaj odloča in je odločala mimo stroke in mimo tistih, ki so v to najbolj upleteni in najbolj prizadeti. To je ena linija problematike v sekularni družbi, kjer se politika vtika v tiste stvari, ki je nič ne brigajo. To ni njeno področje. Njeno področje ni, da odloča o etičnih zadevah. O etičnih zadevah se odločamo državljani sami in skupine ljudi, takšne ali drugačne znotraj te države. Zato recimo jaz vidim neko rešitev, glede na to, da spoštujem pluralnost nazorov in pluralnost pogledov na človeka, vidim neko rešitev v neki popolnoma drugi smeri. In sicer Srebrna nit, ki je kao neka civilno-družbena organizacija, naj odpre svoj TRR, na katerega zbira skozi leta in desetletja denar in oni naj sami poskrbijo za izvajalce tega iz tistega denarja. To je tako kot v vseh drugih civilno-družbenih organizacijah bi moralo to potekati na ta način. Sem nažalost pri nas ne, ker pri nas se reče nevladna organizacija, je pa najbolj vpeta v vladni proračun in pa v naš davkoplačevalski proračun bolj kakor kjerkoli druga politična stranka. To je ta absurd, v katerem mi danes našo demokracijo živimo. Torej, nekdo, ki ima zelo specifični interes v neki družbi, ki je sekularna in ta družba, v kateri smo, je sekularna, ne temelji na Bogu, se ne sklicuje na Boga, tisti naj ta svoj interes tudi avtonomno zadosti v vseh elementih, od finančnih do personalnih. In potem seveda ne pride poštev več dobeno vprašanje, ali boš dajal ogovor vesti, ali ne boš dajal ogovor vesti, kdo je v tistem ferajnu, naj zaradi mene dela tam, kar hoče. Tako sem prej rekel, jaz kot kristjan pač ne bom nikoli tega zakona resno imel, pa ga spoštoval, ker mi ni potrebno, ker pač ga ne rabim, ker kot kristjan se sploh s tem vprašanjem na ta način ne morem ukvarjati. Zato je ta zakon za mene kot kristjana ničen, ga ni, ne obstaja in ni treba, da obstaja, ker me nišče ne more prisiliti, da bom nekaj v tem duhu in na ta način delal. Tako da to se mi zdi recimo ena od takih stvari, kjer bi morala demokratična in pluralna družba iskati rešitve popolnoma drug način, ne pa tako, kot je to zdaj. Tretja stvar, ki bi jo želel na nek način izpostaviti, je pa sledeča. Glejte, mi smo strašno občutljivi na svojo svobodo in na svoje pravice. Jaz nisem neki življenjski idealist, da ne bi priznal, ljudje so delali samomore, jih delajo in jih bodo delali, dokler bo človek. To je dejstvo, neizogibno dejstvo. Žalostno dejstvo, ampak je dejstvo. Zdaj pa, tisti, ki naredi samomor, prvič, zakaj ga naredi? Največkrat zaradi tega, ker svojega problema ne odpre vis-a-vis druge osebe. Če bi se on v svojem problemu začel pogovarjati z drugo osebo, s tretjo, četrto, peto, iskal pomoč in tako naprej, velika večina bi se jih z tega zmazala. Ampak ko se ti zapereš v svojo avtonomijo, v svojo svobodo, takrat misliš, da si v slepi ulici in da ni več dobenega izhoda, izhod je samo štrik za vrat ali pa šuz v glavo. In to je bilo do danes in do novejšega časa je bil to najbolj običajen način samomorov.
Zdaj pa si rečemo, kot primerjava, ki je malo groba, ampak mislim, da zelo drži. Primerjava sledeča. Nekdo se misli obesiti, pa si ne more štrika sam dati na ustrezno mesto. Pa reče svojemu sorodniku ali pa prijatelju, ti, daj mi obesi, naštime mi štrik, vse ostalo bom že jaz samo pravo. A bi kdo to naredil? A bi kdo to naredil? Težko. Če bi nekdo drug rekel, ti si jager, pa imaš puško, jaz pa nimam puške, daj mi v svojo puško patron, jaz se bom že sam streljal. Tisti jager tega prvič ne sme narediti, drugič, ko bi ovin bil mrtev, bi ugotovili, čigava puška je bila in bi tistega jagera še pred sodišče gnali. Torej, jager tega gotovo ne bo naredil. Zdaj pa je zdravnik v istem položaju. Natančno v istem položaju je zdravnik. Zato, ker si ti zdravnik, ker veš, s katerim sestavino ti mene lahko spraviš na oni svet in tu še je farmacija zraven, ne samo zdravnik, ker ti to veš, daj ti to meni vse lepo pripravi, jaz na koncu pa že vse to sam naredil. Kje je tu kakšna avtonomija? Zdaj, če si tako, zdaj bom grdo rekel, frdamano avtonomen, pozi pa gift sam naredi, pa si vse sam zrihtaj. Če si tako res do kraja avtonomen. Ampak te avtonomije ni. In te avtonomije ni tudi v tem zakonu. Bilo je rečeno, 5 članov komisije, 1 zdravnik, 1 medicinska sestra, imamo že 7 ljudi, ki pri tem asistirajo. Apotekarca ali apotekar je 8. človek, ki ga v to pletem. In v ozadju je še nekaj onih, ki to delajo in pripravljajo. Torej, za uho si zatakni ti svojo avtonomijo, ker rabiš najmanj 10 ali pa še več ljudi, zato da boš naredil nekaj, kar si ti pač zamislil, da je to edina rešitev. Torej, tu ni dobene avtonomije in doben od nas ni tako avtonomen, da bo lahko rekel, jaz lahko o samem sebi in o svojem življenju in o vsem odločam tak, kak si jaz zahočem in jaz izmislim. Ja, imaš to možnost, ampak pol vse sam naredi, pa vse sam zrihtaj, pa ne rabiš ne države, ne zakona, pa dobenega drugega asistenta okrog sebe. Zdaj pa še zadnja stvar, če še smem reči, jaz tudi nisem mnenja, da niso ljudje, ko jim tudi zdravniki z vsemi sredstvi težko pomagajo, da ne bi obupali, da ne bi zelo bili v trpečem stanju in tako naprej. Tudi taki ljudje in take situacije so. In to nam mora biti tudi jasno, da to obstaja in da tudi medicina ne more vsega na tem svetu rešiti, ker ni vsemogočna. In zato so seveda lahko take težke situacije, vendar za take težke situacije je potrebno vzeti v roke vso obstoječo empatijo, o kateri je bilo danes že govora, ki jo zmorejo zdravniki, medicinsko osebje in pa sorodstvo in tako naprej, da skušajo temu človeku stati ob strani in mu pomagati, kolikor se da. Lahko ne izključuje možnosti, da tudi v skrajnem primeru nekdo potem reče, glej, vse to, kar ste mi naredili, je bilo vse v redu, lepo, prav in dobro in vse, ampak jaz vse eno. Ampak zato ni potreben tak zakon, kakršnega imamo, zato ni treba vplesti v cele družbe v to zgodbo, zato ni potrebno vseh zdravnikov poriniti v brezizhodno situacijo in v slepo ulico in tako naprej. Vedno so posamezni primeri, ki se rešujejo posamezno na medčloveškem nivoju. In če bi to delali in se tega držali, ne rabimo dobene zakonodaje. Hvala lepa. Bomo še rekli na to temo, tudi malo smerili, jaz sem še mogoče za gospoda Prosena, pa predvsem se za vse zdravnike eno vprašanje. Zdaj, tako kot je gospod Štohec zdaj
povedal, da se to vsak sam odloča. Seveda vi veliko poznate, vi se veliko takim primeri srečujete, mi običajni smrtniki se pač srečamo s tem, ko so ti starši v nekem takem položaju, kot je brat, sestra ali pa kdo od bližnjih slučajno. In jaz se sam sebe včasih spraševal, leta nazaj sem imel take primere, kdaj pa bi bil tisti čas, ker kot nekdo imel raka in se je zdravo in še teden dni prej je bil čisto v redu, niti pomislil, niti potem pa je res bil tak, da mu ni bilo pomoči, ampak to je trajalo teden dni. Takrat pa tako in tako ne more, ker ni več sam pri zavesti sodelovati. Ne vem, kaj je potencialno ogromno, o čem to govorimo, je potencialno to ogromno ljudi, ki bi se sami odločali. Jaz nisem nobenega, moja sestra je rekla, recimo, ko je bila leto dni, pa to že poslej, joj, na mene je Bog pozabil, jaz bil čist brez veze, da sem še tu, pa se vsi matrejo, ampak nikoli ni izrazila take želje v tem smislu. Ne vem, mi govorimo zdaj, ko tako razpravljamo, se mi zdi, kot da je tega veliko, jaz pa ne vem, ne vidim. Ja, če dovolite, profesor Štuhec je zdaj v tem zadnjem odstavku povedal bistvo, s tem bi se jaz zelo strinjal. Veliki večini pacientov se da pomagati vsaj toliko, da je malo lažje ali pa celo, da je mogoče pretežno olajšano, če tudi simptomi ostajajo, ampak da so vzdržni. In se strinjam, enostavno zakon, ta zakon pa sploh, ne vem, če sploh katerikoli zakon je pa odgovor na tiste res redke, specialne primere, katerim se pa tudi v resnici po še bolj, bom rekel, raztegnjeni medicinski doktrini da pomagati. Odgovor na vaše vprašanje je pa tak. Predvčerajšnji sem bil dežuren, gospa je bila pripeljana, zelo stara gospa, ki je vmes potem še govorila, bolelo, vse smo kmalu vedeli, zakaj je bolelo, dajte mi nekaj, ne. Pol pa je bila znana aneurizma in je bojda prej gospa že odklonila operacijo, pol pa smo jo še enkrat vprašali, rekli, ja, vi kar operirajte, ne, da zdaj ne bo bolelo, ne. Skratka, iz medicinskega stališča absolutno slepa ulica, ker po eni strani naj bi se ravnal po neki poprejšnji volji, potem pa, ko smo bili na tem, da pa res gospe pomagamo na drugi svet dostojno, je pa bilo zdaj čisto obrnjeno, ne. Skratka, jaz vam povem, da zdaj po tem večeru sploh več ne vem, kje sem. Ampak pazite, to je moje delo, ne, da mi se non-stop gibljamo po minskem polju in v megli. Ne vem, edino, na kaj se lahko zanašam, je pač neko inherentno sočutje, da v tistem trenutku, ko se je bilo treba odločiti, smo se pač odločili z najboljšimi nameni. Kaj bo prišlo ven, a je to pravi izid, ne vem. Skratka, hočem reči, meni ta negotovost, še posebej v mojem poklicu, ni nič tujega, to je moj kruh. Edino, na kar se lahko zanašam, so dobri nameni in neko bazično sočutje. Zdaj, koliko je teh ljudi, iskreno mislim, da je veliko premalo da so veliko premalo uporabljeni koncepti paliativne oskrbe in edina stvar, s katero se zdaj malo tolažim, je, da tudi če zdaj ta zakon, referendum bo ali ne bo, za, proti, zakon bo ali ne bo, ne vem, ampak mogoče jemljem to kot poziv družbe, ne glede na ta referendum, ne glede na zakon, velika večina ljudi pod ta zakon ne bo padla, ogromna večina ne. To je samo pesek v oči reševanju nečesa veliko pomembnejšega. In to je, kako bomo mi tem ljudem pomagali živeti. Približno dostojanstveno, z svojimi duševnimi boleznimi, ki pač enostavno se ne morejo odločati, pa vidno trpijo in ne nazadnje, pol pa jih mi odpustimo ali pa so z bolnice odpuščeni, veste, pol pa ugotoviš, da z najboljšimi medicinskimi nameni
ugotoviš, da stara gospa nima nikoga okoli sebe, ki bi ji dal čašo vode, da bo lekadol vzela, ne? Tu se pa potem začne realnost dolgotrajne oskrbe, ne? In v resnici ti nesrečniki samo prehajajo z enega polja drugega, vse to je pa v resnici kontinuum nekega dostojanstvenega življenja. Tako da, pod tretji moj ne je predvsem ne, nimamo cajta zgubljati s takimi vprašanji, ker imamo ljudi, ki trpijo, pa do tega zakona niti nočejo priti, niti do njega ne bodo sposobni priti, trpijo pa zelo stvarno, surovo trpljenje. Danes. Gospod Andrej, Bergover, ja. Nisem filozof, ampak mislim, da smo se tu, ključni hashtag je bil tu, ne, namen. Ne. Zdaj jaz kot kirurg dostikrat stojim pred odločitvami, ki jih moram sprejeti hitro in odločno. Ne. In ena taka stvar je to, kar se v literaturi opisuje kot critical terminal care. Ne. Se pravi, imaš pacienta, ki evidentno trpi, kakršenkoli poseg, ki ga boš opravil, bo zgolj podaljševal agonijo. Tipičen primer, polimorbiden pacient z napredovalo obliko raka ob rupturirani aneurizmi, naprimer, ne. Tu so stari naši vzorniki rekli morfium quantum satis. Ampak namen tega ni bil ubiti človeka, namen tega je bil olajšati trpljenje. In zdaj, seveda nekdo lahko reče, v čem je pa razlika? Ta morfij je popolnoma isti morfij, dal sem ga z drugačnim namenom. Smrt, ki je nastopila nekoliko hitreje, kot bi sicer, je stranski pojav mojega zdravljenja. Ga razumem, ga pričakujem, morda si ga celo intimno želim za tega človeka, ne? V tej in extremis situaciji. Ampak namen je bil bistveno drugi. Jaz nisem bil instrument smrti, ampak sem bil instrument primum, ne, kaj je, nil nocere, pol pa dolor remediat, ne, se pravi zmanjšati bolečino. Jaz sem ostal zvest svoji prisegi, v svojem bistvu. Mene ta zakon postavlja v okvir inštrumenta smrti, kot orožje, ne, se pravi, vsako orodje je lahko orožje, bistvena razlika je namen, je tako? In jaz mislim, kaj pa je moj glavni ne, taki ureditvi je, da je to zadnji žrebelj v krsti normalnega, civiliziranega odnosa med zdravnikom in bolnikom. Če se niti na to ne morem več zanesti, da je zdravnik instrument življenja, lajšanja, trpljenja, ampak je lahko po potrebi tudi inštrument smrti, kaj je namen tega, kar da povzročitev smrti, je konc vsakega zaupanja. Zaupanje, ta terapevtska naveza med pacientom in zdravnikom je pa, nekdo bo rekel, ne vem, saj ti mora zaupati po službeni dolžnosti, ker imaš titule. To ne deluje tako. Pacient ti zaupa, ker ti verjame, pacient ti zaupa, ker računa na tebe. To je malo patriarhalni odnos, vedno mora biti v medicini. Ljudje rabimo gotovost. Ja, avtonomija je super, ampak človek, ki ima 3 ure, nikdar ne ve, koliko je ura, človek, ki ima 1, pa je gotov v tem. Ne? Tako da tu en malenkost, taki pristop, da se lahko nekdo na tebe zanese, ne? Mora biti, drugače je konc tega zaupanja. In jaz bom sam to rekel, prosim vas lepo, dajte tega zakona nekako ne sprejeti, ker jaz sem šel v Slovenije pred par leti, zato ker se z nečim nisem strinjal. Ne? In jaz osebno verujem v to, poudarjam to, da en intelektualec ima samo en civiliziran način upora, kadar njegove besede niso slišane. Non serviam. Temu ne bom služil. Hvala lepa. Ja. Še komentar, gospod Tine Bregant, mogoče tudi v tem smislu, kako bi uveljavitev tega zakona pa vplivala na splošno, na odnos pa na pojmovanje zdravnikov in zdravstvenega osebja. Mislim, da bi se to spremenilo, ravno to zaupanje, o katerem je zdaj govoril, ali bi ga porušilo.
Ja, to je zakon, ki krši temeljno družbeno pogodbo med vami, bolniki, krhkimi, tistimi, ki pridete v ambulanto, zato ker se je zgodilo nekaj hudega, ker nekaj potrebujete, ker vas nekaj boli, in med nami, zdravstvenimi delavci, zdravniki in medicinskimi sestrami, ki bi vam to do tega zakona zagotovili. Sedaj s tem zakonom, če bo ta zakon potrjen na referendumu, mi izgubljamo upanje za človečnost, upanje za človeškost, za upanje to, da vi zaupate ljudem, da vi zaupate zdravnikom, ko pridete k nam v ambulanto, da vam bomo pomagali. Konec je tega upanja, če tega zakona ne bomo zavrnili. In zato proti, ker gre za osnovno človeško, civilizacijsko, temeljno vrednoto. Margaret Mead, antropologinja, je rekla, da se je človeštvo začelo ne takrat, ko smo splezali iz vej, pa začeli po savani hoditi, ampak takrat, ko smo zacelili prvo zlomljeno stegnenico. Takrat se je začela zgodba humanizma, humanitarnosti, človečnosti, človeštva. In 40-50 tisoč let kasneje, ko smo dosegli največjo blaginjo, ko res lahko in znamo poskrbeti za najranljivejše, bi s takim zakonom prekinili našo človeškost. In tega ne morem sprejeti ne kot zdravnica, ne kot političarka, ne kot Slovenka, državljanka države, ki bi prva na svetu sprejela takšen perverzen zakon. Hvala lepa. Gospod Štofec, če mogoče za vas vprašanje razmišljal v tej smeri, ali bi recimo uveljavitev, po vašem mnenju, uveljavitev takšnega zakona, ker ljudje smo pač navajeni, da se, ko je neka lažja varianta, se tudi za tisto lažjo varianto odločamo, ali bi lahko povzročila neko stanje, da bi na drugačen način razumevali to trpljenje, to solidarnost, skrb za ranljive in da bi mogoče, ne vem, vidite kako nevarnost, da bi potem nehali posvečati pozornost ravno v tem, kaj ste zdaj govorili, pa rekli, saj je lažje na ta način rešiti. Glejte, tu je v terminologiji etični izraz spolski klanec. In sicer taka stvar, kot je ta zakon ali temu podobni zakoni, vsi povzročijo potem prej ali slej seveda zlorabe, nadgradnje in skratka ni konca ne kraja te zgodbe. Tako da absolutno se bo to tudi pri nas zgodilo in tisto, kar je neke vrste, bi rekel tako, kulturni konflikt, ki ga jaz tudi v tej zakonodaji vidim, je sledeč. Na eni strani živimo v družbi, v kateri smo bolečino, trpljenje pa smrt porinili zdravnikom v bolnice, pa medicinskemu osebju v domove za starele. Otroci ne smejo videti mrtvega, otroci ne smejo videti, kak babica pa dedek eventualno zajamra, tako jih kaj boli in tako naprej in tako dalje. Se pravi, vse to smo porinili v neko sfero izven življenja. In zdaj mi mladino in otroke vzgajamo v tem, da ne smrti, ne trpljenja, ne bolečine, nič tega ne sme biti. In vzgajamo za nek svet, ki ga nikoli ne bo, ki ga tudi oni ne bodo doživeli, ker ga ne morejo, ker nikoli ni tako bilo in tudi prihodnje ne bo tako. Ker vedno bo smrt, pa smrt bo absolutno. Če je kaj gvišno na tem svetu, je smrt. Vse drugo je že relativno, ampak smrt je pa vsak od nas jo bo doživel nekega dne, torej tudi naši otroci. In zato je seveda velik nesmisel, da to odrivamo iz kulture.
In prej je bilo rečeno, ne, stare mame ali pa tudi dedeki, ki so osamljeni. Seveda, mi bomo prišli v situacijo, ker zaradi te individualistične miselnosti potiskamo starejše ljudi v tudi ta skrajni individualizem, kjer oni več nikogar okrog sebe nimajo. Predstavljajte si, zdaj smo v neki družbi, kjer imaš enega, dva otroka, ne, pa še s tistimi si skregan in tako naprej, in pol nikogar, ki bi tudi obiskoval in tako naprej. In taki ljudje bodo prišli v stisko. V stisko zato, ker je celotna družbena klima taka, ne samo zaradi tega, ker v njihovem osebnem življenju se stvari tako odvijajo, kot pač se lahko odvijajo. Ne? In namesto, da bi to, kar je bilo že rečeno, ne, skrbeli bolj za to komunikacijsko, paliativno zgodbo in razvijali predvsem te dejavnosti, mi zdaj predpisujemo neke vrste nasilno smrt za tiste, ki se bodo čutili v tej družbi odveč. Takih, ki se bodo v družbi čutili odveč, bo vedno več. In to jaz mislim, da je ena od špekulacij v ozadju tudi te zakonodaje, ki ni samo, tu se morda čist ne strinjam, da je z dobrim namenom narejen, ampak je narejen tudi s slabim namenom. Zato, ker stari ljudje so kao strošek, ne? In ta strošek zmanjšaš, če ga prej spraviš z tega sveta in ga ni trebaš več negovati naslednjih 10 let. In to je seveda tudi v ozadju vseh teh špekulacij. To je ena stvar. Drugo potem vemo iz primerov Kanada, Holandija in tako naprej, ne? Kdaj se poveča število prosilcev za recimo eutanazijo ali pa za asistiran samomor, ker to nista dve isti stvari, ne? Poveča se v času počitnic, ne? Ko mlada generacija, ki je navajena, da ni trpljenja, da ni bolečine, da uživamo življenje, je stari človek na poti in ker je stari človek na poti, morda še prve počitnice nekako preživi in prve dopuste, druge, tretje si bo pa že premislil, pa bo rekel, vse sem jim čisto odveč, dajte me spraviti z tega sveta, ker me tako ali tako nišče ne mara in tako naprej in tako dalje. Tako da spolski klanec je absolutno prihodnost, če je ta zakon sprejet. O tem ni dobenega dvoma, ker to dokazujejo tudi vse dosedanje prakse v vseh drugih državah. Hvala lepa. Gospodina. Če slučajno mislite, da je dr. Štuhec pretiraval, vam bom prebrala 26. člen tega zakona o zavarovalni premiji. Za zavarovalno pogodbo za primer smrti je ne glede na 973. člen obligacijskega zakona in potem številke zajeta tudi smrt, ki nastopi kot posledica izvedenega postopka uveljavljanja pravice do prostovoljnega končanja življenja, neodvisno od tega, koliko časa je minilo med sklenitvijo pogodbe in izvedbo tega postopka. Druga točka. Pri sklepanju zavarovalne pogodbe se zavarovalec ali zavarovanec ni dolžan na splošno izrekati o uveljavljanju pravice do prostovoljnega končanja življenja, vendar pa mora zavarovalnico obvestiti o vseh drugih dejstvih pomembnih za sklenitev pogodbe, kot to določajo predpisi z področja zavarovalništva. Tretja točka. V zvezi z drugimi pogodbami, kjer je njihova uresničitev lahko odvisna od vzroka smrti pogodbene stranke, se smrt pacienta, ki je nastopila kot posledica postopka uveljavljanja pravice do prostovoljnega končanja življenja, ne upošteva kot neposredni vzrok smrti. Kot neposredni vzrok smrti se šteje huda neozdravljiva bolezen ali druga huda trajna okvara zdravja iz prve točke prvega odstavka 6. člena tega zakona. Skratka, v 26. členu vam povedo, da se tik pred tem lahko zavarujete in ko bo vaša, ali pa bom rekla, ko bo moja vnukinja potrebovala denar za avto, morda 30.000 evrov, če se bom za toliko zavarovala, bo prišla do mene in mi bo rekla, veš kaj, babi, saj že dolg časa živela, ne, pa dobro si živela, jaz bom dobro živela, upam, da bom živela 100 let, ne, veš kaj, zdaj bi bil pa čas, da greš, pa še nekaj dobrega narediš za mene, 30.000 evrov, pa bo moj avto, pa ga bom poimenovala po tebi. A veste,
Hvala lepa za tak zakon, zato pa pravim, da je to perverzen zakon, ki ga je treba zavrniti. Proti. Hvala lepa. Takole, zdaj pa, če je še iz publike kakšno vprašanje. Izvolite. Ker vas ne slišimo. Hvala. Zahvalil bi se vsem članom mize za njihove prispevke, ne glede ali ste zdravniki ali pa je moralni teolog dr. Štuhec. Mi je pa tudi sam, ko sem bral tale zakon, je zanimiv, mi je bil 21. člen, ne? Kjer piše, da recimo pomoč pri prostovoljnem končanju življenja se ne šteje kot nasilna smrt, ampak se to šteje kot smrt, ki pač ima neki izvor v prejšnjih nekih diagnozah. Lepo vas prosim. Zdaj si vi predstavljate, to se pravi, bomo v bistvu šli v goljufanje nekega izida, bi rekel goljufanje, nemoralno. To me res zdigno, kje je za neka poštenje, neka osnova, kjer bi lahko rekli, če se človek vzame življenje, si je razlog za smrt, je samomor, recimo, na primer. To se napiše tudi v teh, bi rekel, knjigah, kako se reče, smrtnih knjigah, kaj se že to, ne? To ne se napiše. Vidite, tu pa zdaj sili država iz tega, ne, da ne bi slučajno malo omadeževali recimo neko preteklost nekoga ali njega ali družine, pa ne bomo pisali, da je bil to samomor ali pa umor, ampak je bilo to recimo nekaj tretjega. Recimo. Tu me je zelo, bi rekel, motilo. Mislil sem tudi, recimo na internetu sem poslušal zdaj precej, bi rekel, teh zdravstvenih, bi rekel, trditev ali vaših kolegov zdravnikov, ker izjavljajo, da v bistvu danes več ni potrebe po tem, da bi morali ljudi spravljati na ta način, bi rekel, na drugi svet, ampak da obstaja dovolj možnosti, tako ste že rekli zdravniki, da recimo lahko nekomu učinkovito lajša življenje, tudi z bližino, tudi z paliativo, tudi na koncu z upanjem, ki ga daje vera. Tako da mislim, da tu brez potrebe. Jaz imam tudi mamo, ki je v 99. letu in mi tudi kdaj reče, veš, rekla sin, zdaj pa že imam malo, bi že rada šla počasi, ne, ampak da vam ne bom v breme, ker ona je zdaj v breme, ne. Pa si go, kak si go, mi bomo vsi šli, mama, ni problema. Vse pa vemo, ne vemo ne ure, ne dneva, ne. Kaj bo zdaj iskala način, kako nekaj, mi to bomo prej ali slej vsi. In potem, ko malo na neki občutek, ali pa rečeš, vidiš, ti si nekoč delala za nas toliko in toliko stvari, zdaj pač delamo mi za tebe, ne, tako da ti ne rabi biti zaradi tega, bi rekel, neke vrste neugodno. In vidiš, da takoj vzcveti malo, takoj tista senca prejšnja nekih dvomov zgine in samo da začuti, da ni breme. To je zdaj pomembno, ne se mi zdi tudi. Hvala lepa. Hvala lepa. Bi še kdo iz publike želel kaj povedati, se bo dala zadaj, vprašati? Pozdravljeni. Zdaj, jaz bom čisto iz svojih izkušenj govorila, zaradi tega, ker v naši družini je bil pač rak doma, od sestre, stricev, na koncu mama. In moj komentar, ko imaš doma mamo z kostnim rakom, kjer se kosti lomijo, apeliram, torej, imam komentar za vlado. 5 ampul morfija za celi mesec za 2 osebi z kostnim rakom. Katera bo dobila več? To je moj komentar. Tu je bil moj obup. Gledati to in takrat sem v sebi začutila, kako si želim, da bi umrla, da bi odšla, da bi se to nehalo. Ne ona. Jaz sem to začutila, zaradi tega, ker sem bila nemočna. Torej, paliativa je tista, ki je problem in kjer moramo prvo graditi.
Šele potem, ko je dobila protibolečinsko črpalko, ko sem izprosila in tako naprej in tako nazaj, potem je zadeva tudi pri meni prišla do olajšanja. Torej, ni bil pri njej problem kljub neznosnim bolečinam. Tako da jaz apeliram na paliativo, tu pa smo res v pomanjkanju primanjkljajev. Hvala. Hvala lepa. Jessica Leprede. Lepo zdrav, jaz sem Tadeja Gajšek, sem zdravnica, sem domska zdravnica. Zdaj bi se samo navezala na to, ko ste imeli vi željo, da bi se končalo. Pravi, sem pa tudi članica Slovenskega združenja za paliativno in hospico oskrbo, tako kot je tu dr. Prosen, veliko predavamo in poučujemo in se želimo razvoj paliativne oskrbe. Z letošnjim letom je tudi na medicinski fakulteti v Ljubljani kot obvezni predmet, tako da ja, nekaj smo že dosegli. Tudi koordinatorka, državna koordinatorka je dr. Ebert Moltara, ki je tudi predsednica Slovenskega združenja paliativne in hospice oskrbe. Se pravi, jaz bi se v osnovi navezala na tole. Jaz imam 300 oseb s kroničnimi neozdravljivimi boleznimi, se pravi, od tega jih je 100 na varovanem oddelku za demenco, 200 jih je pa v bistvu nepokretnih v teh zadnjih fazah. In če kdo ima idejo o tem, da bi predčasno se končalo življenje, so to svojci. So to svojci in v tem vidim jaz en velik problem. Jaz, ko svojih 12 let sem videla, kaj zmore paliativna oskrba, sem videla, kaj zmorejo tako enostavna temeljna zdravila, ki so zelo poceni, veste, to tudi ni v ozadju neke farmacije blazne, ni nekega denarja blaznega, nobene bo s tem kaj dosti zaslužil. Se pravi, čudeže in ta bližina in to, ko gledamo na osebo kot celoto, kot sociološko, duhovno, psihološko bitje, se pravi, se marsikaj da. Je pa res, da svojci so pa v veliki stiski in pri dementni osebi, ki je zelo kruta bolezen, imajo svojci večkrat ideje, da bi pritisnili nek gumb. Ampak, ko jaz gledam te ljudi, a veste, dosti krat so neke sporednice, ki jaz vidim, ne vem, z avtizmom, z Downovim sindromom, recimo, pa saj ti ljudje so v svojem notranjem svetu zadovoljni. Ne? Težko pa je gledati to svojcem, ker to več ni ista oseba, kot je nekoč bila, ampak to še ne pomeni, da ta oseba trpijo svojci. No, in tega je mene strah. Tega. Hvala. Hvala lepa. Marija Ribič iz Slovenske ljudske stranke. Jaz sem se zdaj v tej razpravi spomnila enega dogodka pred par tedni, ko sem obiskala eno kmečko gospo, starejšo, ležala je v postelji, ni mogla sama skrbeti za sebe in ko sem prišla k njej, je bila vsa vesela. Je rekla, mene pa še nočejo, jaz čakam vrsti, pa me še gori nočejo. In iz te izjave in iz pogovora z njo sem bolj začutila, kako v bistvu je lahko srečna in hvaležna, nam pa mora biti vsem v poduk, v kakšni družini živi. In ko razmišljam o tem zakonu, za mene ta ne obstaja. Ker tako kot je nekako dr. Štuhec rekel, za nas kristjane je to tema, ki ne spada na naš dnevni red. Ampak izkoriščam pač in me veselijo te okrogle mize in razprave za to, da bi mogoče mladi in tudi mame in očetje začeli razmišljati, pa predvsem pa v šolah, kako moramo vzgajati otroke in nekako jih učiti življenja tudi z smrtjo. Jaz se ne spomnim nobenega svojca od svojih, ki je odhajal, da bi si to želel. Vsi so si želeli, bi še živel.
In v tistem času, ko smo se poslavljali in bili smo tudi hvaležni, seveda vsi smo trpeli, ampak bili smo hvaležni, da smo lahko veliko časa preživeli skupaj in se še mnogo naučili. Koga sem spoznala čisto v drugi luči, kot sem ga poznala v prejšnjem obdobju. Zato drugo, kar se mi pa zdi zelo pomembno, da bi se državljani zavedali. Zdaj prihaja čas Božiča, spomladi bomo imeli volitve. Dajmo se pogovarjati o teh stvareh, vse to ni politika, to je življenje. In mi moramo znati razpravljati in ljudem odpreti glave, da bojo začeli misliti svojimi možgani in več poslušati kmečko pamet, na katero smo lahko v Sloveniji vsi ponosni, ker nas je ta obdržala za to, da imamo svojo državo, da živimo na lepem kraju Evrope in da nam v bistvu nič ne manjka. Ko pa gledam politiko te vlade, ki jaz mislim javno kritizira genocid v Gazi, pa mi pride včasih na misel, ja kaj pa je ta politika? Ni to genocid, mladi sploh ne želijo več rojevati, ne želijo več imeti otrok, ker se čutijo, da jim ogromno manjka, da ni vredno, življenje ni vredno, spodbujamo splav in zdaj bi spodbujali še neko pomoč pri smrti, zato ker si ne znamo vzeti časa za ljudi in za človečnost. Hvala. Hvala lepa. Takole, hvala lepa tudi za vsa mnenja in pobude iz občinstva. Zdajle bom pa zaprosil še naše goste oziroma predsednico Slovenske ljudske stranke, gospo Tino, bom malo pokomentirala in na nek način tudi zaključila to naše srečanje, tako kot smo rekli, približno 1,5 ure smo imeli na voljo. Jaz mislim, da je bila razprava zelo zanimiva, da nas smo marsikaj slišali, marsikaj nas je tudi spodbudilo k razmišljanju in mislim, da bi takšnih zadev moralo biti veliko več, da bi se morali bolj pogovarjati, bolj premisliti in šele potem sprejemati odločitve. Tudi to, kar so zdajle povedali iz publike, mogoče ni samo tisti problem, ko se trenutno pojavi, ampak na splošni družbeni problem. Pri nas je ena taka klima, da seveda otrok mora iti na svoje, ko 18, oni, ko je se, živimo vsak sami, da bi neka družina bila skupaj, tako kot so včasih kmetje želeli, da bi generacije skupaj živeli, to je že skoraj greh in seveda potem prihaja do teh problemov, ki smo jih izpostavili. Ampak vseeno bi vas prosil na podlagi vsega tega, da napravite nek rezime tega nocojšnjega srečanja. Ja, najlepša hvala. Sicer nisem vedela, da mi boste dali tako težko nalogo, so me pa nagovorila vse te misli, ki so prišle iz publike. Mislim, da pridejo v zgodovini človeštva trenutki, ko se moramo vprašati, kdo smo, kaj so naše vrednote, kaj je za nas pomembno in pridejo trenutki, ko se je treba postaviti zase, asertivno in jasno povedati. Kdo sem jaz kot zdravnik? Tukaj smo slišali 2 pokončna zdravnika, ki sta rekla, ne, midva tega na ta način ne bova izvajala. To ni najino zdravniško poslanstvo. Slišali smo moralnega teologa. Če vzamem jaz, da je to nehvaležno vlogo politika, zakaj nehvaležno? Politik naj bi bil tudi državotvoren. Veste, mi lahko rečemo, da te zakoni ne bodo za nas veljali. Samo mi živimo v državi, kjer naj bi imeli pravno državo in kjer so zakoni zavezujoči in veljajo, naj bi veljali za vse nas. In to je problem tega zakona. To je problem tega zakona, ki spreminja družbeno pogodbo, to je problem tega zakona, ki uničuje človečnost, ki uničuje nas kot ljudi.
In zato je v resnici ta pogovor, ti pogovori, ki zdaj potekajo o tem zakonu, sila dragoceni. Tukaj se mora vsak od nas vprašati, kdo sem, kaj je moja vrednota. Moja vrednota je gotovo življenje. Nisem se odločila za to, da se rodim in sem lahko samo hvaležna svojim staršem, da so se odločili, da me bodo imeli in da sem danes tukaj. In tudi ne vem, kdaj pride moja končna ura in hvala Bogu, da tega ne vem. Vsekakor pa vem, da pride, neizogibna je za vse nas. Ampak ravno ta moja končnost, ta moja minljivost postavlja moje življenje v eno čist drugačno perspektivo. Moje življenje je enkratno, vaše življenje je enkratno in neponovljivo. Kaj bomo z njim naredili v svojem življenju? Tukaj pa je naša avtonomija, pa še tukaj smo velikokrat v situacijah, ko pravzaprav moramo določene stvari sprejeti, vedno pa lahko izberemo svoj odziv na nje. In to, a smo ljudje, a je življenje naša vrednota, o tem se bomo mi odločali na tem referendumu. In zato bom sama proti, me pa izjemno veseli, da sem bila danes v tako ugledni družbi, tako tukaj na odru, kot tukaj v publiki, tako da se vam res najlepše zahvaljujem in verjamem, da vsi danes tukaj verjamemo v življenje, imamo moč preživetja, ker če Slovenci ne bi imeli moči preživetja, ne bi obstali na tem končku sveta, stoletja, obkroženi za mnogo večjimi narodi, pa se nismo dali in mislim, da nas tudi ta pernata vlada ne bo dokončala. Hvala. Tako. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa vsem trem sogovornikom. Jaz mislim, da smo se skozi njihove misli in skozi naše razmišljanje ustvarili neko sliko in da bomo lahko se v miru razmislili in se tudi prav odločili in tudi spoznali, kakšne bi naj bile naše in skupne življenjske vrednote. Hvala tudi regijskemu odboru Slovenske ljudske stranke v Mariboru, ki je potegnil par članov iz Naftalina, to so tudi bivši naši ministri iz tega konca, gospod Bergauer, gospod Razgoršek, ko jih vidim tukaj, upam, da bojo se sami malo aktivirali pa pritegnili še mlade, da bo Maribor spet imel včasih koga vplivnega tam v Ljubljani. To polagam na srce tudi Ljubljančanom, ki v politiki ponavadi ne vidijo toliko do Trojan, da so samo vsi tam glavni kadri, ampak veste, tu na teh koncih je tudi nekaj modrih žena in mož in jih le dajte vključiti. To se pa moram oglasiti, zato ker moj praded je dobil pa še od kralja Petra, smo našli v beograjskih arhivih priznanje za borbo za osvoboditev severnih jugoslovanskih SHS Kraljevine Jugoslavije, ni bil majstrov borc, bil pa je zdravnik visoko v saniteti, ki pa je pomagal, da je Maribor tudi ostal tukaj. Tako da, toliko o Mariboru, ni nam vseeno za Maribor. In ob koncu tudi zahvala Stolni župniji Maribor, ki nam je pomagala organizirati ta dogodek, to čudovito dvorano so namenili in prosili so me, da vam so ob koncu obvestim tudi, da so tam pri vhodu pripravili eno molitev pred referendumom, ki se jo lahko vzamete in priprošnje in pa seveda prosijo tudi za kakšen dar, če ga lahko namenite. Hvala lepa še vsem enkrat, pa se še kdaj vidimo na kakšnem podobnem dogodku.